Naš današnji gost v studiu je Miha Šajina. Miha Šajina je producent, oblikovalec zvoka, instrumentalist in DJ iz Ljubljane, ki je svojo glasbeno pot začel kot pianist in potem v zasedbah Intimen Frizurn, Move Knowledgement, kmalu pa je ustanovil tudi lasten elektronski trio z imenom Evok. Lahko se pohvali, da sta kar 2 njegovi plošči dobili naziv plošča leta. Šajina producira in oblikuje zvok tudi za druge alternativne skupine, obenem pa svoje znanje prenaša tudi na mlajše generacije v obliki delavnic za osnovnošolce in srednješolce. Nastopa tudi pod psevdonimom Šekuza, pri čemer raziskuje moderno elektronsko glasbo s poudarkom na temačnem klubskem tehnu, zato v elektronskih krogih velja za pomemben člen slovenskega elektronskega podtalja. Sodeluje tudi z režiserji in drugimi umetniki, pred kratkim prav tako z gledališčem, Slovensko mladinsko gledališče. Njegova glasba spremlja dokumentarni film Newsreel 63, The Train of Shadows, ki je bil predstavljen na Beneškem bienalu in je leta 2018 dobil prestižno nagrado na Mednarodnem filmskem festivalu v Rotterdamu. Torej ste skladatelj, instrumentalist, oblikovalec zvoka, DJ, veliko dejavnosti se skriva v eni osebi. Kaj počne človek, ki vse to počne? Počnem to, kar mi je všeč. Imam to srečo, da se ukvarjam s stvarmi, ki me zanimajo. In to je že od malih nog bil zvok. Že prvič v bistvu začel se je tako, da sem mamo slišal, kako igra klavir. To je bilo nekaj, sem bil star 3-4 leta recimo. Na nek način sem že takrat vedel, kaj hočem početi, tako da sem mi tudi tako rekel, me vpiše v glasbeno šolo, na kar sem se začel učiti klavir, naredil 12 let klavirja. Potem sem malo videl, da je ta akademski svet malo preveč zatohel, kar se tiče muzike, in je bila nekako pol moja pot začrtana drugače. Nekako si nisem želel tekmovati z ruskimi pianisti, nisem si želel učiti klavirja, ampak sem želel predvsem ustvarjati glasbo. Tako da sem takrat srednjo glasbeno obesil na klin in šel svojo pot. Potem, kot si omenila, se je štartala pot z bendi. Ja, tukaj so zanimivi nazivi teh skupin. Kaj so Move Knowledgement, Šekuza, Evok. Ja. Kaj se skriva za tem? Ja, zdaj Evok, osnovni koncept za ime je bil, da je to nek vok za pripravljanje glasbe, v katerega zmečemo različne elemente, se pravi ritme, melodijo, tako narahlo pomešamo, posnamemo in dobimo nek elektronski izdelek. Ampak to poteka zelo hitro. Zelo hitro, ja, tako je. Malo na močnem ognju. Na močnem ognju, za kratek čas. Ampak sem jo potem opozoril, da je to ravno na nekem intervjuju, da če smo se inspirirali po Star Warsih, kako se to v slovenščini reče, Vojne zvezd. Ja, Vojne zvezd. Vojne zvezd, kjer je pa ena odraz teh malih kosmatih medvedkov, se jim reče Evok. No, že imamo povezavo z živalmi. Tako da podzavestno sem zgledal tudi ta band nekako z živalmi povezal. Poimenoval. Sicer so to domišljijske živali, ne pa realne. Kaj pa Šekuza? To je zdaj vaš psevdonim. Ja. Zdaj tega imena si nisem izbral sam. Moj priimek je Šajina in potem, ko sem se gibal v nekih določenih krogih, so me prijatelji klicali Šeki gor, Šeki dol. Potem je pa nekdo enkrat rekel Šekuza, tako. In pa meni to zelo japonsko. Dobro zvenelo kot jakuza, kot nek samuraj. Tako da je to tudi pol za... Enkrat, ko sem nastopil na Mentu, sem naredil plakat in je tale avtor tega plakata, ki je upodobil Šekuzo, dobro naredil enega samuraja s tako klaviaturo na mest meča na hrbtu. Tako da lahko bi se rekel, nek zvočni samuraj. Klaviatura nekako je vaš meč, je vaše orodje. Tako. Ja. No in potem imamo še Move Knowledgement. Ja, to je pa band, ki je sicer že dosti star, iz leta 98. Jaz sem se jim pridružil na drugi plošči leta 2004, tako da sem mičkeno zapoznelo prišel zraven. Zdaj pa z njimi sodelujem že 18 let, tako da smo tudi naredili nekih 6 plošč s tem bandom.
Prešla bova na zvok. Kot ste rekli, od malega vas je privlačil zvok, inštrument, ne samo inštrument, ampak zvok kot tak. V neki izjavi lansko leto, ko ste sodelovali na zaključnem dnevu Evropske noči raziskovalcev, ste omenili, da je zvok ubikvitaren, vseprisoten, da se niti ne zavedamo, da nismo nikoli v popolni tišini. A lahko mogoče to malce natančneje razložite, kako dojemamo zvok? Ja, to dal sem primer, mislim, da v tem intervjuju te sobe, kjer so jo tako izolirali, da ni nič zvoka not, ne. Temu se reče anechoic chamber, ne vem, kako se v slovenščini to reče, recimo soba brez odmevov. In čisto vsi ljudje, ki so šli not, zdržijo maksimalno neke pol ure, kar veliko pove o tem, koliko je v bistvu to, ko mi rečemo tišina, to sploh ne pomeni, da ni zvoka, ne. Se pravi, ljudem je ratalo slabo not, ker so navajeni, da slišijo zunaj neke impulze in kot teh impulzov ni, smo mi enostavno ratamo ziritirani, anksiozni. Mislim, da več kot 1 uro sploh noben človek ni zdržal v taki sobi, tako da to marsikaj pove. Sem pa pred kratkim bral intervju z eno zanimivo glasbenico Evelyn Glennie, ki je oglušela pri 15 letih. Zanimivo, kaj je pri njej, pa je to, da je vseeno zaradi tega, tudi če je gluha, ima zelo uspešno glasbeno kariero, ne. Nastopa recimo z Björk kot vokalistka, z Markom Knopflerjem, se pravi z nekimi velikimi imeni. In kar me je zanimalo, kar mi je bilo zanimivo v tem intervjuju, je tudi, kaj ona meni o tišini, ne. Mi si vsi tišino predstavljamo kot nekaj tihega, brez zvoka, ne. Ona pa reče, da je v bistvu tišina eden najglasnejših zvokov. In da v bistvu obratno od zvoka ni tišina. In to mi je bilo zelo zanimivo. Tak paradoks. Sem razmislil, kako, ja, paradoks. Ampak bolj sem si predstavljal, saj vem. V bistvu, recimo mlade, ko produciram, ne, kar opažam, zdaj je doba, kjer lahko ti vse sam doma posnameš, nasnemavaš, ne vem kaj, ne, in vsi pridejo z nekimi izdelki, ki so polni nekega zvoka. Pozabijo pa, da je v bistvu zelo pomemben del glasbe, tudi klasične glasbe, je nezvok, pauza. Ja, nezvok. Ko ne igraš, je to zelo močen zvok, zelo glasen zvok. Zdaj sem se takoj na Beethovna spomnila, ko ste že povedali, pač, da je glasbenica z velikim imeni, Beethoven je tudi oglušel. Ampak 5. simfonije brez pauze v začetnih akordih si sploh ne moremo predstavljati. Ni moči. Tako da tako nekako jaz razumem to njeno izjavo, da je v bistvu tišina eden najglasnejših zvokov. V redu. Ste se kdaj ukvarjali, smo le zdaj v projektu Človek žival, z zvoki, ki jih proizvajajo živali. Jaz osebno, na primer, gledam na neke zvoke, ki so mi prijetni, ptičje petje, in potem spet gledam na zvoke, ki so mi neprijetni. Pa ni nujno, da so to živalski zvoki, ampak so lahko umetno ustvarjeni zvoki, ki ponazarjajo neko žival, na katero imam referenco. Tukaj zdaj aludiram na žrelo in ta dva zvoka, ki sta samo dva zvoka, ampak takoj vidim morskega psa. Mislim, to je meni strašna moč zvoka 2 tonov, ki prikliče žival. Mislim, verjetno je veliko teh primerov, ne? Ampak kje lahko še vidimo žival? Ja, dober primer ste izbrala. Jaz bi tle samo mogoče dodal, da tale zvok pri žrelu, zdaj mi vemo, da je naslov filma Žrelo, pa potem rečemo, to bo morski pes. Ampak načeloma bi jaz rekel, da je ta zvok še bolj univerzalen, ki nam nekako sproža strah v nas. Se pravi, to je nek naravni mehanizem v telesu, ki nas opozarja na nevarnost. Se pravi, ta 2 tona bi lahko predstavljala tudi, ne vem, dinozaura, medveda. No, ko slišim Jurassic Park glasbo, takoj povežem s filmom in dinozaure. In zopet mi je to po eni strani vzhičenje, po drugi strani se pa počutim ogroženo.
Tako, zato ker je narava naredila tako, da če mi, recimo, da bi šetavali po gozdu in iskali hrano, jedli jagode po tleh, ko bi slišali ptičke, bi vedeli, da je vse v redu. Ko pa ne bi ničesar slišali, Ko ne bi zvok. ničesar slišali, bi vedeli, da je nekaj Tako. narobe. Ampak Tako. recimo, bi pa zaslišali šumenje listja, Ja. bi takoj nas opozorili, aha, medved je v bližini, ali pa ne vem, drugačen zvok je recimo, ko skopiti srna topota po gozdu. Se pravi, zvok nam v bistvu veliko enih stvari pove. Kot glasbeniki pa lahko to izkoriščamo, nažalost, da se na nek način igramo z čustvi poslušalca, ki ga lahko Ja. spravimo, če smo dobri obrtniki, če nam v bistvu glasba leži kot jezik, lahko se res poigramo z občutki, ki jih bo doživljal poslušalec. Se pravi, lahko ga prestrašimo, lahko ga ljubimo. Ampak vi na glasove živali gledate kot na prijetne in neprijetne. Imate to ločnico ali so za vas vsi zvoki prijetni? Zanimivo vprašanje. Niso vsi zvoki prijetni, Niso, definitivno ne. Sploh recimo kakšne piskanje tinnitusa ni prijeten zvok. Kar se živalskih zvokov, moram reči, da so mi vsi nekako zanimivi. Ne? Verjetno, če bi poslušal rvenje medveda 2 uri zapored, da bi mi tudi ratal neprijeten zvok. Eno zanimivo anekdoto imam, recimo, ko sem na Veliki planini spoznal enega lovca, ki je profesionalni, kako se temu reče, profesionalec v rukanju. Rukanje pa Je oglaševanje jelena, ko je paritvena doba. Ko je paritvena sezona. Se pravi, jelen je v bistvu več ali manj samski ves čas, je živi v neki svoji jami, potem se pa enkrat, ali mislim, da celo 2-krat na let, zbudi, gre na skalo in začne rukati. Ne? In s tem v bistvu kliče samice, košute, da pridejo in da se parijo. Ne? In lovci so pogruntali sistem, ki ima nek tak poseben rog in posebno tehniko pihanja v ta rog. In dejansko, ko on zaruka, se to sliši kot jelen. Identično, se pravi, košute padajo na ta zvok. Tako, košute pridejo. Do lovca. Tako. In jih pač on lahko potem. Sej mislim, da je nekaj inštrumentov še podobnih, a ne? Tudi za neka reklama se spomnim, ko so klicali račke. Torej, klicati račke. Tega je veliko. Recimo pri nas je velik profesionalc, gospod Boštjan Gombač, ki ima prav cele kufre teh različnih priprav in recimo oponašati prav različne vrste ptičev. Ne? Z njim sodelujemo predvsem, ko delamo animirane filme, ker v animiranem filmu se nič zvoka ne posname na setu, ampak je to nek vakuum, je treba vse narediti, se pravi celo okolje. Kako se obnaša šoja, kako se obnaša slavček, vsako žival, vsako ptico posebej. In kakor sem videl, ta glavni princip inštrumentov, ki oponašajo ptice, je mogoče podoben malo oboji. No? Kakor recimo na te jezičke. Kakor je recimo saksofon ima pa klarinet ima en jeziček, ki ga pritisnemo na ustnik in začne vibrirati. Oboa ima 2 jezička, ki jih stisnemo in s tem začne vibrirati. In Gombač ima velika večina teh inštrumentov, ki oponašajo ptice, je iz 2 jezičkov, ki jih stisne in seveda mojstrsko ven izvabi svojih ust ptiča, kar je meni vedno fascinira, kako je to možno. Gledaš človeško pojavo, ki ima živalski zvok. Ker ponavadi kot otroci se igramo, pa oponašamo muce, kužke, ampak jaz imam pa recimo izkušnjo, da kužek pade na moje mjavkanje. Tudi to je neko zavajanje, kot prej pri rukanju. Zdaj sem se spomnila pa še te vse mogočnosti zvoka, ki je nezvok, ali pa zvoka, ki je zvok, da tale divji petelin, zanj pa zvok pomeni smrt. Medtem ko pri jelenu rukanje pomeni, da bo lahko začel z novim, da bo nov zarod in tako naprej. In kajti, ko poje divji petelin, ga lovec ustreli. In to se mi zdi tako grozno. Grozno. Zvok je lahko tudi smrt. Se tudi za košuto je
tudi če pride do vašega prijatelja. Če pade na rukanje lovca, je to v velikih primerih smrt. Ampak instrumenti, ki jih imamo naprimer danes v nekem filharmoničnem orkestru, ali tudi ti nekako hočejo posnemati živalske glasove? Ja, vsekakor. Jaz bi tle mogoče šel čist po loču, po frekvenčnem območju, se pravi, manjše živali, ptičke, to so recimo flauta, te višji zvoki zares. Zdaj recimo nek medved je v nižjem registru. Fagot. Se pravi, fagot je že mogoče premali. Bas fagot. Kakšen bas, pa kakšne timpane. Se pravi, bi nekako mogoče... Tolkala so lahko kopitarji? Tako. Vsekakor gre po mojem, se pravi, manjša, ko je žival, višji je zvok. Tako smo tudi, ko smo delali te velikonočnice. Velikonočnice? Lahko nočnice. Lahko nočnice. Bliža se velika noč. Lahko nočnice. Ki jih pa lahko tudi za veliko noč poslušamo. To je bilo pa malo v bistvu naslednje vprašanje. Lahko nočnica je en tak projekt, ki želim, da ga malce razložite, kajti v tem projektu ste se ukvarjali, oblikovali ste zvok za živali, za šojo, za polhka, za miškolina. Kako se lotiti takega projekta? V bistvu na ta podoben princip sem razmišljal, kot sem vam zdaj opisal. Se pravi, sem nekako si predstavljal v glavi, kakšna je ta žival. Manjša, ki je bila, višji je bil zvok, večja, ki je bila, nižji je bil zvok. Tako nekako. A ste šli tudi v naravo in recimo prisluhnili tem pticam ali tem drugim živalim? Živim tle blizu Rožnika, tako da v bistvu hodim, da se rešim tega studijskega okolja, hodim vsak dan 1 uro na sprehod, tako da redno poslušam te zvoke, živalske, ki so v gozdu. Ki so vsak dan v bistvu drugačni. Tako da, sem se inspiriral, sicer je to format bil audio pravljice, kar pomeni, da je vseeno govorec, ki govori tekst, najbolj važna stvar, tako da sem mogel biti zelo subtilen, nisem smel pretiravati s temi zvoki, zato da je v bistvu ta človeški govor pripovedovalcev bil v ospredju, jaz sem stvaril samo neko okolje. Neko kuliso zvočno. Tako, recimo ambient, če se je nekaj dogajalo v mestu, da je to mesto, če je gozd, da je to gozd, tako da smo nekako v zvočnem ambientu, o katerem govori basen. Seveda, ko se je pa žival oglasila, smo pa uporabljali kdaj tudi posnetke pravih živali, da si potem otroci, ki to poslušajo, slišijo sovo in takoj vejo, da je to sovo. To se v bistvu zelo hitro naučimo, že kot mali. Ker večinoma slikanice vsebujejo neke živali in te živali se oglašajo. Lahko tudi kupimo knjige, ki podrgnemo na žival in se sproži zvok, ki pove, kako se žival oglaša. To se mi zdi zelo zanimivo. Zdaj sem se še spomnila, inštrumenti, se pravi, lahko posnemajo živali, ampak človek je pa tudi že od pradavnine izdeloval inštrumente iz živali. Tako. Naprimer? Recimo iz kosti so izdelovali piščali. Zdaj, ne vem, so bile to človeške ali živalske, po mojem tudi kakšna človeška vmes, verjetno. Rogove smo, Rogove, predvsem pa kože. Kože so bile zelo pomembne. S kožami so se greli po zimi, del teh kož so pa tudi napeli in ustvarjali v bistvu prve inštrumente. Tolkala. Tako da, po mojem, jaz bi si upal trditi, da so bila prej tolkala kot melodični inštrumenti, se pravi te ritmični. Ritmični inštrumenti. Tako, kar je logično, verjetno je tudi kar bilo mraz, tako da so se s temi inštrumenti pa tudi greli. Prav sem eno zanimivo tezo, kako se glasba spreminja glede na geografsko širino. In sicer bila je primerjava recimo z avstrijsko glasbo, ki vsi vemo, kakšna je, to je harmonika, meh, in tle je teorija, da zakaj se je pa ravno, v Avstriji pojavil ta meh, ki ga blazno skozi moramo napihvati. Teorija pravi, da je zato, ker je geografska ta širina taka, da tle so Alpe in je zelo mraz in so se ljudje
mogli ugreti. In so zaradi tega izumili tak inštrument, da se grejejo. Medtem ko za primerjavo v Afriki bi bilo to zelo nesmiselno. In so se v bistvu tam razvila bolj neka tolkala napete kože napete, ker tam Afričan v bistvu sedi pod drevesom, ker je vroče in tolče in samo tapka po bobnu. In je v bistvu logično, ne? Nikoli se ne bi spomnil nekega meha, da bi mogli blazno v tisti vročini pumpati pa grece, ne? Tako da Švicarji imajo dolge rogove, verjetno z ene planine do druge so se težko slišali, če si ne bi dajali zvočnih signalov. Ja, čeprav tam bi se bobni tudi slišali, verjetno. Ja, tudi, ja. Ampak so kože potrebovali za oblačila, ker je bil mraz. Ker vse se da nekako razložiti. Vsekakor je odvisno od okolja. Ja. Od okolja. Da je v bistvu ta glasba, ki je nastajala, zelo odvisna od okolja. Včasih naravnega, zdaj pa družbenega. Ne? Se pravi, drugače delamo, ali smo v Ameriki, ali smo v Angliji, ali smo v Indiji, kjer imajo cel drug sistem lestvice. Oni imajo, še 4 tone med našim poltonom, recimo, ki jih mi sploh ne zaznamo. Zaznamo jih pa klasična glasba naša, ki je ta uglasitev klasična, v bistvu ne priznava. Ja. Pa spregleda. Spregledani toni. Na klavirju jih ni, mogli bi še ene 4 tončke med belo pa črno tipko dodati. Zdaj pa še moje zadnje vprašanje. Kakšen je pa vaš osebni odnos do živali? Imate tudi doma živali in so vam tudi te za navdih? Ja, mislim, z živalmi, jaz sem drugače iz Primorske doma, iz kmetije, tako da sem v bistvu tudi, zdaj sicer tu ni več kmetija, ampak ko sem bil mali, sem imel veliko stika z živali. To so bili živalmi, to so bili zajci, purani, kokoši obvezne. Tudi konj je še bil, krava, ker sem malo odrastel, tega ni bilo več. Zdaj, ko sem pa v mestu, sem pa to zelo pogrešal, tako da imam v bistvu ves čas v glavnem mačke. Zdaj trenutno imam pa 5 let 2 siva muca, brata, ki smo jih rešili z zavetišča, oziroma rešili smo jih od ene družine, ki so jih hoteli ločiti. Se pravi, so hoteli imeti samo enega, pa da se ona dva ločna, in potem je to društvo Lajka jih jim vzeli nazaj in sem jih jaz vmes glih nekako uspel dobiti. Kaj ne rečem, sem hodil prej v službe, pa v pisarne, zdaj sem pa v glavnem doma v studiu in moram reči, da to sta moja najljubša sodelavca. Tako da tudi na profesionalnem področju sobivate z živaljo dobesedno, z dvema. Tako. In tudi, ker jaz recimo kaj naredim, recimo, ko se ukvarjam s tehnom, ki je recimo za bolj nočno klubsko, vedno preverjam, a se da plesati na to in po studiu malo zaplešem in takrat sta vedno sta zraven in mjavkata in hočeta nekaj z mano. Se pravi, ona da tudi čutita, tudi ker znam bolj na glas. Vaš zanos ali pa to, zanos in prideta in začutita to. Prav, ko dam bolj na glas glasbo, zdaj se kar preletita v studio, pa včasih eno od njih tudi spi gor na zvočniku in jaz sem tako v glavi, pa to je verjetno samo moja percepcija, da on skozi preverja, a je vse v redu z zvokom. Absolutno to počne. Sem se v to prepričal. Ja. Zdaj pa mogoče še zadnje vprašanje, vaš najbolj blizu projekt, kaj vas čaka v prihodnje? Kaj me čaka? Ja, zdaj najbližje bo čez kakšen mesec izide v bistvu po vseh teh ploščah, ki sem jih izdal, moja prva prava tehno plošča. Izpod talja. Izpod talja. To je tako Dostojevski, a ne, plošča. Se pravi tega, kar sem se najbolj bal na nek način. Zato, ker je to med glasbeniki tehno ne velja za neko... Velja, da to sploh na nek način ni glasba, da je to neko ropotanje. Zato sem se kot glasbenik tega vedno bal lotiti. In sem rabil 43 let, da naredim ta prvi izdelek, ki se mi zdi, da je glasba, je pa zelo funkcionalna glasba. Se pravi, da je prav narejena za DJ-je, to so 4 komadi, ki so v bistvu orodja za DJ-je. Neka podstat. Tako, predvsem pa, da vsak zase ta kos mogoče ni celota, ko jih pa skombiniraš 2 ali pa 3 skupaj,
postale neka nova, večja celota. Namen je pa predvsem fizičen, se pravi, da na plesišču zbudi ljudi in začnejo plesati. Tako da to mi je bil tak Tako velik kot izziv. vidimo v studiu in maček, ki Tako. kontrolira, to zdaj prenesemo v klubski prostor. Ja, jaz se zahvaljujem za ta zelo zanimiv pogovor in hvala lepa. Hvala lepa za vabilo.